To je Radio 1 podcast. Evo ga, Radio 1 King večer in še en ekstra torkov pogovor je pred nami. Skoraj vse dosedanje pogovore lahko gledate, poslušate na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, pa tudi na spletni strani Radio 1. Najdete nas tudi na podcast platformah Apple Podcast, Spotify in Radio Player. In hvala vsem, ki nas spremljate. In tudi danes, kot vedno, ste vabljeni, da pošljete vprašanja za našo gostjo na SMS 051 300 300. Danes je z nami vrhunska športnica, njena disciplina zahteva hitrost, eksplozivnost, moč, natančnost in ogromno vztrajnosti. Pred dnevi je v Cottbusu v Nemčiji stopila na drugo stopničko svetovnega pokala, ampak to je le delčka njene kariere. Z nami v King večeru je, kdo je z nami, bo povedala kar sama. Povej, kdo si in kaj počneš. Živijo, sem Tjaša Kiselev, ukvarjam se s športno gimnastiko in sem obenem tudi trener za rekreacijo otrok. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Evo ga, Tjaša, dobrodošla. Hvala. Si v redu? Super. Deva se najprej malce spoznati. Ko slišiš svoj primek po zvočnikih na tekmi, Ja. Kaj ti je takrat prva misel, ki ti gre skozi glavo? Ja, mislim, če gre za neko stopničko, potem je to dober znak. Je dober znak, ne? Seveda. Drugače pa to preslišiš, ko govorijo po mikrofonih na tekmah, ali to moraš biti pozoren? Je treba biti kar pozoren, ker so izgovorjave take in drugačne. No? Aha, zadanjo je tvoj primek? Zdaj vedno bolj, ker sem že mogoče malo bolj Toliko priznana. Tako, ja. Odkaj, Cottbus, se neko Cottbus, pravilno, ne? Cottbus, tako. Cottbus pred nekaj dnevi drugo mesto, pred 3 leti si tam že zmagala v preskoku. Tako je, ja. Kako si doživela ta uspeh? Joj, moram reči, da je bilo tista zmaga v Cottbusu precej sladka. Je bila prva v Cottbusu, tako da sem se res razveselila. No. Takrat sem bila res te zmage toliko vesela, zdaj drugega mesta, moram reči. Prebral sem, da si svojo pot začela že pri 4 letih, oziroma si mi tudi prej to povedala. Tako. Povej, kaj te je pripeljalo v gimnastiko, ali bolje rečeno, če boljše vprašam, kdo te je pripeljal? Kot otrok sem bila toliko živahna, da so starši rekli, da me je enostavno treba vpisati v en šport in nekako športna gimnastika je prišla čisto spontano. Prijateljica od moje tete je že povedala, da je tudi ona trenirala gimnastiko v gimnastičnem društvu Zelena jama. Sicer so me želeli najprej vpisati v klubu v Šiški, no, ampak so sprejemali malo starejše punčke, tako da, ker sem bila stara šele 3, so me potem peljali v gimnastično društvo Zelena jama. In tam sem tudi ostala. No. Torej, zdaj si še vedno članica gimnastičnega društva Zelena jama. Tako je. Ja, tvoj trener je? Andrej Mavrič. Aha, in ti si tudi trenerka? Tudi, ja, za rekreacijo. No, o tem bomo nekaj kasneje povedala. Zdaj, gimnastika je videti kot takšen eleganten šport, ampak predvidevam, da realnost ni tako bleščeča. Kako bi jo opisali nekomu, ki jo pozna samo z televizije? Na televiziji gimnastika izgleda res tako lahkotna. Tudi pri nam nekako deluje tako princip tega, da je treba gimnastiko prikazati kot lahkotno, ampak zatem je veliko enega treninga in treninga moči in se pravi odrekanja, seveda, in tudi treningi so pred šolo, po šoli, zvečer, kombinirani, zjutraj, zvečer, tako da je res ogromno treninga za tem. Torej, če bi opisala za nekomu, ki ne pozna, gimnastika je trening. Trening in še enkrat trening. Kje se začne ljubezen do gimnastike in kje se konča ljubezen do gimnastike? To je pa zdaj zelo tako taka sladko-kisla zadeva, kako bi temu rekla. Zdaj, ko se trenira, večinoma rečejo, važna je pot, ne zmaga. Ne, ta pot je zelo kruta, no. Je pa edina pot, ki vodi do zmagovalnih stopničk in tista, se pravi, ta sladka zadeva, ki sem prej govorila, tisto je pa res, kar je vredno potem bilo tega truda in garanja. Tjaša, kako izgleda tvoj tipičen dan v tekmovalni sezoni? Kaj počneš? Zdaj tako, tiste dneve, ko imam 2 treninga, je to običajno se začne zjutraj s vstanem, spijem čaj, pojem zajtrk, grem na prvi trening. Ura zjutraj, kaj to pomeni? Približno 7:30. Wow, zgodaj. Nekateri kar še prej pridejo v službo, tako da nekateri pravijo, da sem celo kar pozna. Torej trening zjutrajni, ja? Tako, jutranji trening je trening za moč, traja nekje 3 do 4 ure.
potem pridem domov, naredim kosilo, pojem in potem imam počitek. 3/4 ure je nujno za počitek, da se telo lahko spočije, regenerira tako. Potem pa, ne vem, a če ne perilo, pa kakšne druge domače obveznosti, potem me pa čaka že drugi trening okoli 5 ure popoldne, ki traja približno urco pa pol. No, tam piliš kaj ponavadi? Tam imam pa v bistvu orodje, se pravi preskok, na katerem tekmujem. Okay. Vrniva se k jutru. Jutrni treningi so tvoj sovražnik ali si brez težav po konci? Kako si jutrni tip človeka? Priznam, da ne. Zjutraj imam čas kar težavo vstati, ampak treba se navaditi na tole, ne, ker je tako lažje, da se trenira, ker mislim, je itak urnik tak, ampak priznam, da nisem najbolj jutrni tip. Pa se telo navadi na to, da treniraš ti moč zjutraj. Zakaj moraš moč zjutraj trenirati? Zakaj je to dobro? Je to takšen proces, ker mora biti jutrni trening na moč? Pravzaprav je tako, da orodni trening je bistveno težje izvajati dopoldne, zato ga imamo popoldne, tako, zato potem ostane jutrni trening za moč. Samo zaradi tega. Pač pri orodnem treningu moraš biti bolj zbran, moraš imeti telo že prebujeno, lepo segreto in je v bistvu, če sklepam tako, manj nevarnosti, da se poškoduješ, kot pa če bi to zjutraj počela. Točno tako. Torej zjutraj skleci, trebušnjaki. Ja, nekaj podobnega. Koliko sklec narediš v šusu? Si štela kdaj? Nikoli nisem štela, ampak mislim, da... Sto jih narediš lahko, to verjetno. 100 naenkrat? Ja, vprašam, ne vem. To pa že ne. To že ne. Kje se potem najdeva? Recimo, da imamo tudi, če se dela sklece, delamo recimo, ne vem, 3x po 15. In potem ni tako, da imamo eno vajo po toliko ponovitev, ampak imamo recimo 50 vaj po večkratne ponovitve. Ok, to treninge ti trener pripravlja, si že dovolj toliko znaš, da sama si narediš te treninge? Treninge za moč nam trener pripravlja, medtem ko treninge za orodje imamo pa kar tako kombinirano, ampak je že bolj, ker smo že toliko starejše telovadke, si že sami priredimo treninge orodja. Že veste, kaj morate narediti, kako in kaj. Tako, zato ker moramo tudi telo poslušati. Seveda, pri teh letih je treba to bolj. Kako pa je potem s tistimi ženskimi stvarmi, ko pridejo enkrat na mesec? To vpliva na treninge? Takrat spustiš kakšen trening moči? Ja, to je pa precej odvisno od telovadke do telovadke, ampak jaz osebno imam kar precej težav s tem, zelo močne bolečine in krče, tako da sem s trenerjem zmenjena, da prvi dan, če je prehudo, da trening moči spustim. In počivaš? Počivam in se to tudi obrestuje potem. Verjamem. Omenil si, da kuhaš potem popoldan. Kakšna je tvoja prehrana? Moraš imeti kakšno točno prehrano, slediš kakšni dieti, paziš, kaj ješ, kaj rada ješ? Zdaj tako je, jaz zelo rada jem, to je pri meni malo problem, zato moram kar zategovati pasove, pa biti previdna, ker zelo hitro rada zapadam kakšen cukru recimo. Težko se uprem sladkarijam oziroma sladkim stvarem ali pa kakšnim slanim, ampak sem disciplinirana in moji obroki izgledajo, se pravi, uravnoteženi. Se pravi, da imam dovolj beljakovin, proteinov, hidratov, maščob, to, kar telo potrebuje za to, da deluje optimalno za treninge. In seveda, logično, po treningu moči ješ več beljakovin in potem zvečer, daj nehaš jesti? Da je ura, ko rečeš, zdaj pa več ne bom jedla, ali še vedno pregrešiš? V bistvu, pri urah je pa tako. Glede na to, da jaz ob 8 zvečer končam treninge s tamalimi, jem tudi ob 9 zvečer, kar me ne ovira, je pa zelo pomembno pri meni, da jem nekaj lahkega. Se pravi, ponovadi imam solato z dodatki, ali solata s piščancem, solata s tuno, solata mogoče malo testeninami, ampak da je glavno solata, ker je lahka in je tudi lažje prebavljiva in ima manj problemov potem po noči in zaspati. In to je načeloma tvoja prehrana, tako večina se gimnastičark tako prehranjuje? To je moja prehrana. Zato, ker odvisno od človeka do človeka. Zelo odvisno, pa tudi odvisno od urnika, ki ga imaš. Mogoče če telovadka nekatera, ki mogoče zvečer ne dela kot trenerka, pa zaključi trening recimo ob 6:30. Če ona je ob 7, pa ji to paše, pa potem ne je več do večera, to je njen urnik, ki je tako paše. Medtem jaz pa zaključim trening ob 8. In potem si prilagodiš na ta način. Tako, prilagodim se pa tudi od telesa do telesa malo. Greva zdaj malo k tistim neprijetnim stvarem, to so poškodbe. Tebe so kar zdelale. Kdaj si bila nazadnje poškodovana? Leta 2020, ne? Si imela operacijo gležnja. Ja. Poškodbo si imela pa 2013. gležnja. Se ti je vlekla, koliko, 7 let? Ja, sicer je bilo potem je bilo že boljše, ampak potem je prišla tista druga zadeva, se pravi, nekaj vnetje, nekaj drugje. 2020 se je to operiralo, sem prišla nazaj 2021, sem naredila super rezultat, sem bila prvič finalistka Evropskega prvenstva, no, ampak potem sem imela pa leto dni kasneje meniskus operiran in potem še bakrjevo cisto.
In no, zdaj pa lansko leto sem imela sicer kronično vnetje hirovetetive, ampak se je to zdaj vse saniralo in zdaj sem najbolj zdrava, kar sem bila v zadnjih Tako letih. se govori, edino prav. Tako. Poškodbe so se sestavni del gimnastike, ne? Ja, žal tako je, pride lahko kadarkoli. Ja. Kako je pa potem, kako so ti povratki, kako je z psihičnega zornega kota? Je to težko? Ker ti dejansko potem spustiš vse te jutranje treninge, spustiš popoldanske treninge, padeš ven iz rutine, se pregrešiš verjetno tudi pri hrani. Koliko moraš le biti pazljiv? To je pa res ena zelo, zelo težka psihična zadeva. Rehabilitacija zahteva tako ene moči in zaupanje telesu. Ja. In seveda, ker si ranljiv toliko bolj in si v bolečinah in se zaneseš na, se pravi, kirurge, zdravnike in potem ljudje, ki ti pomagajo na rehabilitaciji, zahteva res, res vztrajnost, strmo in pa predvsem tisto tvoje vprašanje, zakaj to delam in kaj si zares želiš. Če si želiš priti nazaj, moraš res fokus imeti v to. To si želim in zato bom naredila vse. Niti slučajno pa ni lahko. Jaz sem se dolgo borila, imela sem tudi problem lansko leto, ker sem se tudi jaz zatekla hrani prvič v življenju. Sem presegla 50 kg, kar je bilo zame groza, ker nikoli nisem do takrat imela več kot 50 kg in sem se tudi v najtežjih dneh zatekla hrani, ker tega prej nikoli nisem razumela. In to je bilo nekaj najtežjega opustiti, ker je bilo edina svetla točka v dnevu tisti košček čokolade oziroma ali pa tudi cela kdaj, da sem lahko rekla, ok, danes sem v redu zaradi tega, seveda me je potem pekla vest. In zelo, zelo sem šla čez to. Težko. Torej bi lahko rekli, da je rehabilitacija težja kot sami treningi. Absolutno. Zdaj, tekmovalni športniki pravijo, da imajo malo časa za hobije. To drži, kaj pa ti? Ja, priznam, tudi jaz imam zelo malo časa za hobije, ko pa ga imam, bi pa rada to stvari naenkrat naredila. Recimo, kaj je tisto, kar te najbolj še zadosti poleg gimnastike? Zelo rada se učim jezike. V bistvu učim se kar 5 jezikov. Aha, si poliglotka. Ne vem, če bi se lahko tako izrasla, ampak zelo se dobro počutim, ko se učim te jezike in tudi nekaj jih že kar bazično oziroma kar baže že kar znam. Jezike, torej? Špansko, angleško, turško, italijansko, češko, nemško. Zakaj češko? Ne vem, pač kar ne moram pojasniti, kar tako. Enkrat sem slišala, ja, da je malo bolj podobna slovenščini, pa sem kar tako probala, se pravi, na aplikaciji, ne, tista, mislim, Duolingo, ja, tako imam tam profil in sem tako pogledala, kaj se da. Ful sem si želela en jezik, zdaj sem pozabila katerega, če tistega ni, bom pa vse ostale, kar jih lahko usvojim. Jaz sem nekaj časa se ukvarjal španščino. Španščina je moj najljubši jezik. Super jezik je. Malo me je hecalo, ker sem potem poznam tudi italijanščino in potem to kar medlo me, ampak je kar šlo skozi. Bravo. Probal sem še arabščino in sem stal na prvi stopni. Arabščina mora biti pa težka že zaradi pisave. Ja. Ne, pisava, kje? Nisem niti tam, sem izgovorjava. Bravo. Si tudi trenerka mlajših telovadk. Kakšen je občutek stati na drugi strani in učiti in mlade punce in vedoč, kaj vse jih čaka na poti, kako? Ja, tako je, kar izzivuje, ker je to rekreacija za začetek. Vedno se pravi, probamo otrokom to prikazati najprej čez neko igro, potem se odloča, ali želijo iti naprej, se pravi, v resnejše skupine. Tisti, ki pa ostanejo v rekreaciji, imamo pa še vedno ti standard, se pravi, imamo spoštovanje in disciplino. Jaz to nekako želim imeti, zato da se lahko tudi nekaj naredi in da smo varni. Je pa izziv, zato ker sem jaz iz vrhunskega športa in smo imeli to ostrino že od začetka. Zakaj je ta ostrina tako pomembna? Je to mogoče zaradi poškodb, zaradi varnosti ali zakaj? Ker je pač to neka folklora, ki jo imajo gimnastičarke in gimnastičarji od vedno. Pač strogi trenerji, stroga pravila. Kaj pa vem, trenerji so bili pač strogi in smo se mi na to strogost pač nekako navadili in smo pol tudi tako naprej rastli, napredovali. Meni sicer to ni všeč, ampak nisem mogla zbirati. Tako pač je. Tako je. Ampak če opaziš kakšno mlado telovadko ali pa telovadca, ki vidiš, da ima potencial, poveš staršem to, poveš, tega pa dajte naprej, bo super. Ja, seveda, vedno se vidi, kdo ima ta občutek za telo in prostor in seveda povemo staršem, če bi si želel otrok, ali pa starši tudi skupaj z otrokom, če se strinjajo, da bi šli vnaprej skupine. Imamo potem tudi trenerje za to in v drugih dvoranah. Potem se pa sami odločijo, če jim je to prav. Nekateri se vrnejo, nekateri probajo, nekateri ne tako. Kljub temu, da veš, da je to eno hudo garanje. Ja. Poveš to prej staršem, ali to pustiš, da sami odkrivajo. To gimnastičarji sami odkrivate na poti, ali to vam že v startu povejo, boš mogel stati kri po domače rečeno. Nihče ti nič ne pove.
Zakaj to govorim? Že prej sem ti omenil, pred leti moj oče delal izpit za trenerje odbojke v še bivši Jugoslaviji v 80 letih na Badi in tam smo šli enkrat z njim na te priprave, kakorkoli, in sem videl mladinsko reprezentanco jugoslovansko gimnastičark in gimnastikov. In so imeli enega kitajskega trenerja in ko sem zvidel te treninge, meni so skoraj na jok. To je bilo mučilnica je bila to. Ona je dala noge za vrat, on se je njej usedel na noge in je tam malcal. In ona je tulila in jokala in on je tam sedel 20 minut na njej. Ali pa noge za špičko, to so kar lomni. Je to praksa? Kaj je to? Ja, jaz moram reči, da se s tem pristopom absolutno ne strinjam. Ampak pa obstaja ta pristop. Obstaja pa, seveda. Pri nam na srečo ni bilo čistko. Ni bilo tega, se pravi, kako bi rekla, grobosti tokno, da bi zdaj kar nekdo te prijel, pa na tak grob način zdaj, veš, neko špago, da ali pa kaj. Seveda so nas probala motivirati, pa so tudi pomagala, da smo čim boljše špage delala, pa raztek, ampak niti blizu pa ni bilo tega, kar smo videli v tujini, in to je res nekaj, kar se ne bi smeli posluževati. Pa se ti zdi prav, ne vem, si rekel, da se ne bi smeli tega posluževati. Pustimo se te grde stvari. Kaj počneš, ko se resnično odklopiš od vsega? Kakšno glasbo poslušaš? Od glasbe je kar široko, ta spekter. Zelo rada imam 60, 70, 80, 90, potem pa kombinacija pop, ta hip-hop, to mi je tudi... Vsega pomalo. Vsega pomalo, tako. Tisto, kar ti je pa še tisti dan, tako, ko se počutiš. Tako, ko se počutim, to si naštimam. Rada kuhaš. Ja, učim se. Moraš pohvaliti, da si bila tudi v televizijski oddaji zdaj. Ja, res je, en teden nazaj se predvajala oddaja Riba, Raca, Rak, kjer je naša skupina kuhala vsak dan in sem se imela dobro. Res ena super izkušnja. Kuhanje se učim že nekaj let in svoje spretnosti nadgrajujem, kolikor se le da, in v tem res uživam, čeprav mi je kdaj tudi naporen, pa se mi tudi zalomi. Torej, sama skrbiš tudi za svojo prehrano potem? Tako, ja. Kaj najraje skuhaš? Kaj si najraje skuhaš? Kaj najraje poješ? Najraje pojem rižota z rakci. To sicer kar traja nekaj časa, ampak je res vreden, tisto okus je ta prav, tako da to je super. Dobro, če ne bi bila gimnastičarka, kaj misliš, da bi danes počela? Jaz mislim, da bi bila plesalka ali plezalka, mogoče oboje. Si poskusila kaj v plezanju zdaj? V bistvu, mislim, že leta nazaj, ko smo imeli te ekskurzije, ko smo šolo šli na te športne dneve, sem ful uživala v plezanju. Kar zadeva pa plesa, sem pa totalno tip človeka za ples, čist plesni tip človeka, obožujem ples, ritem, če je glasba, sem prva, ki bom verjetno plesala, tako da, ziher nekaj od tega, če ne oboje. Jaša, tisto, kar sem prebiral po internetu, večkrat si omenila, da se o gimnastiki premalo govori v Sloveniji. Kaj misliš, da je razlog? Jaz mislim, da je medijsko premalo izpostavljena, ni dostikrat po televiziji, tudi če pogledamo novice, gimnastika nekako skoraj da pade na zadnje mesto. Razen, če dobite medaljo, ne? Tako, če slučajno dve Slovenki, kot je bilo to zdaj v soboto, dobiva medaljo in je potem himna, potem je večja verjetnost, da bo v novicah, da bomo po televiziji, ne. Ampak zakaj misliš, da to je kriva nezanimivost gimnastike ali kako? Ker dejansko, če pogledaš gimnastiko, je skozi leta ostaja enaki, prenosi so enaki, se ne dogaja nekaj, da bi rekel, zanimivega, ne. Največ, kar so tiste variante, ta sodnica slabo sodi, pač se okrog sodnikov in sodnic se skupaj odvija, ne. Ja, jaz mislim, da je predvsem pač problem razumevanje. Se pravi, kako se točkuje sistem, zakaj ena boljša od druge. Je pa tudi to, da traja kar nekaj časa. Se pravi, ocenjevanje traja nekaj časa, potem, da vse tekmovalke tekmujejo in potem posledično verjetno bi lahko nekomu postalo dolgčas, čeprav ko se gleda, se pravi, po orodjih, vaje in elemente. To definitivno ni dolgčas. To ni dolgčas, to je ful lepo za videti, ampak mogoče to čakanje na oceno, pa potem traja tudi tekma lahko dolgo. Pa misliš, da se bo kdaj spremenilo to gimnastiki, da bo naredili kaj, da je bolj zanimivo, da je televiziji bolj prijazno ali ostajajo zvesti tradiciji? Jaz upam in delam vse na tem, da se gimnastika prepozna, da se prepozna nas športnike, naše rezultate, ker se mi zdi, da je tako prav. Definitivno, ti imaš odlične rezultate, veliko prvih mest na svetovnih, evropskih, pač kakorkoli, in bi si zaslužila več prepoznavnosti, ne? Ampak treba po mojem tudi malo sami na temu narediti, ne?
Ja, seveda, kolikor le lahko, Ja. mislim, samo promocija je včasih težka zadeva, ne, koliko pa kam iti, je tudi to odvisno. Je pa tudi res po vseh teh obveznostih, ki jih imamo v dnevu, meni osebno je zelo težko zraven še socialno mrežo zrihtati. Ne. Bi Razumem. mogla imeti prvo nekega menedžerja, ki bi to sam, mislim, ki bi lahko to delal za nas Za oziroma vas, z nami. ja. Ne. A vi, že Jaz- se ne da z zvezo dogovoriti, da bi imeli kakšnega, ki bi ga imeli, da bi skrbel za vas punce, za fante. Ja, ne vem točno, mislim, govorim, moramo tudi gledati na nek budžet, nekega imamo, mislim, da Se premalo vlaga v gimnastiko v Sloveniji? vlaga zdaj. Zdi se mi, da glede na to, koliko imamo na voljo, zelo veliko vlagamo. Ne, Ja. Veš, kaj me zanima, prosti, ker Ja. vidim, da gre počasi. Na tekmovanja, to Ja. si moraš sama kaj plačevati, ali imate sponzorje, klub plačuje, zveza plačuje, kako je s tem? Gimnastična zveza pokrije pot in bivanje tam. Aha, to je to. Tako. In to je v bistvu edini strošek, ki ga imaš, ali potem hrano, Hrana se seveda, hrana pride v spada pod poštev. bivanje. Ja, tako, se spada pod bivanjem. Ja. Imamo pa potem, ne vem, jaz se pa pripravim, recimo, kar imam od, ne vem, povojev, ki se povijam noge, to sama kupam. Je res, da imamo na gimnastični zvezi ima tudi vsak športnik štipendijo, glede na status Okej. športnika, ki ga ima. Ja. Tako da to malo pripomore k temu, da se pravi za vse dodatke. Torej, mogoče. gimnastičarke in gimnastičari nimate doktorja s seboj svojega? Ne. Noben to, kakšne reprezentance to imajo, Nekatere reprezentance, ki to lahko imajo, si pač to privoščijo. tako. Drugače pa mora organizator na tekmi zagotoviti kakšnega zdravnika, doktorja, ki je tam. To pa ja, to pa je treba. Aha, aha. Kaj misliš, da bi se moglo spremeniti, da bi šlo na boljše? Imaš kakšen plan ti, tako pač, ker si upeta v to, ker veš, kaj se dogaja, imaš par idej, rekla, če bi to pa to naredili, malenkosti bi to že dosti boljše bilo, recimo. Jaz mislim, da bi lahko preko radia in televizij veliko več bilo reklam na to temo, ker nisem videla, zelo redko sem videla na reklamnih panojih, televiziji, radio, da bi bilo to izpostavljeno, da imamo, ne vem, tok pa tok tekam. Ne govori se večinoma o drugih športih, v gimnastiki, recimo, nihče ne ve, da smo bili zdaj v Nemčiji, nihče ne ve, da gremo drug teden recimo v Azerbajdžan, na še en svetovni pokal. Ne. Če bi se o tem govorili, mogoče bi bilo tudi zanimanje večje in temu primerno Dobro. potem tudi doseg. Pa se deva tako zmed, bomo začeli Ja. nekje, pa boš nam javljala meni pa Gostinčiču, kam se premikate, pa bom videla vse to povedala. Ok, to je pa fair. Pa nekje bomo začeli. pa fair, Ti javiš, ali ja. boš napisala mail, to Prav. bomo vedeli, danes pa je Tjaša tam pa tam. Ja. In boš javljala, bila sem prva, bila sem druga, bila sem tretja. To je To bi, to. to bi pa šlo. No, bomo pa tako evo ga. začeli. Evo. No, tako se začne. Dej od tvojih začetkov do danes, se je slovenska gimnastika kaj razvila? Ja, kar precej. Je šla zelo naprej. Ja? Tudi sistem točkovanja, ocenjevanja se spreminja vsak olimpijski cikl. Tako da, ja, je šla kar precej naprej. No. Okay. Letošnja gimnastična sezona, vi imate razdeljeno na jesensko in na spomladanski del. Ja. Zdaj ste že v spomladanskem delu. Tako, zdaj smo šele začeli. Tako je, ste šele začeli. Čaka vas spomladansko evropsko prvenstvo v Leipzigu Ja, tako je. in potem jesensko svetovno prvenstvo v Džakarti. Ja. Okay. Eden od vrhuncev za slovenske gimnastičarke in gimnastičarje pa je tudi domači svetovni izziv v Kopru, ki bo Ja. zadnja velika tekma pred prvenstvom stare celine, torej pred evropskim prvenstvom. Tako je. Kaj pomeni takšno tekmovanje za slovenske telovadke in telovadce? In to je ena izmed najlepših tekem. Glede zato, ker je na domačih tleh Ja. in ker imajo ljudje dejansko možnost priti pogledati, kako to izgleda. In izkusiti, pogledati, kaj mi znamo. Okay. In je ful dobro. No? Ena je lepših, tudi ambient je tak, lepo domač. In, Torej, kdaj bo to v Kopru? Že veš? to bo ja, tako med 15. in 19. majem, če se nisem zmotila. Dobro, če ne bomo še pogledali, bomo še enkrat Ja, povedali. tako. Tam boste tudi tekmovali, tam pridejo vse tekmovalke, Ja, mislim, te vrhunske, ki so. Kako, Ja, kako lahko, je s tem? Na vse te tekme svetovnega pokala prihajajo vse tekmovalke ali to selekcionirajo? glede na to, da je svetovni pokal oziroma izziv svetovni, se lahko prijavi kdorkoli po svetu. Aha, Se pravi, imaš možnost, kdorkoli, prijavi se pa potem nekdo, ki ali se lahko, ali se časovno izide, ja. glede na druge tekme ali pa sam budžet. In te prijave, to potem, to je strošek, imaš kotizacijo verjetno. Ja, ne? seveda. In to potem krije zveza. Ja. Ok, saj nekaj dobrega. Ja. Veš, kaj me zdaj zanima, ko smo govorili o teh svetovnih pokalih oziroma izzivih? Kakšne so denarne nagrade? Lahko to poveš? Ja, mislim, ni skrivnost, to se ve. Za zmago je približno 1000 evrov. Neto ali bruto?
Ne, pač mislim, toliko dobiš, a ne? Toliko dobiš, ja. Potem moraš davek še plačati, verjetno. To ne, ker dobiš nekako, mislim, v kuverti načeloma, to je ta znesek, a ne? Ampak če si tako predstavljamo, to je 1000 evrov za zmago, pa ne moreš kar tako zmagati. To na najvišjem nivoju tekmovanja so to. Ja. In potem kaj, da si 8., 9., kaj? Ja, v bistvu prvih 8 dobi denarno nagrado, zato ker je prvih 8 finalistov. Okay. In 8. mesto je potem tam nekje med 50 pa 80 evri. Wow. Se pravi, si finalist, se pravi, svetovnega pokala. Ja. In za 8. mesto dobiš med 50 pa 80 evri. Ker tu slišiš, si malo tako, wow. Mogoče tukaj razlog, zakaj ni na televiziji toliko in vse skupaj. Treba bi dati dar, po mojem. Ja, ni sponzorskih, ni interesov, kako? Ali to so zveze, mislim zveze, ta svetovna zveza to drugače vzame, pač ima sponzorja in vam da drobiš. Hvala lepa in lepo imejte in hvala, ker telovadite v stilu gladiatorjev. Zdaj, tako je, ne, ta gimnastična federacija svetovna, okay. Taka pravila oziroma pravila, kot imajo, ne, tako pač je, ne. Ne vemo, kako bi drugače se še spremenili. Ampak ja. Enostavno, pač dajo na mesto Jurija, dajo 10 Jurijev nagrade. Bi bilo fajn, ja, to bi bilo pa res fajn. Bilo več gimnastičarjev in bi se vsi bolj borili. Dobro, pustimo ta denar, ker denar kvari ljudi, ampak denar je nujen. Kakšne imaš cilje v letošnji sezoni? Cilji za letošnjo sezono sem si zadala, da bi bila v skupnem seštevku svetovnega pokala top 3. Okay. To bi bilo fantastično. To je 500 evrov nagrade, kako? Zdaj pa tako reči. Tista, ki zmaga, skupni seštevek svetovnega pokala, dobi 5000 evrov. Aha. Ampak druga pa tretja ne dobita nič. To, da vemo. Okay. Ja, to, da se boste zavedali. Če bom tretja, boste vedeli, da sem dobila nič. Samo zadoščenje, da si tretja. Točno tako. Drugi cilj pa bi bilo finale Evropskega prvenstva v Leipzigu. Ja. To bi bilo super. To bi bilo čast. Zmagati. Ne, finale. Finale, torej med 8. Tako, to bi bilo dosegljivo, no, nekako. Si že razmišljala, koliko časa boš ustrajala v tekmovalni gimnastiki? Ti že hodijo, kaj ti misli? Seveda mi hodijo že kar nekaj časa in jaz mislim, da še par sezon me čaka, kaj dosti več, ker to pa ne. To misliš zaradi čisto fizičnega ali zato, ker se ti več pač ne bo dalo? Oboje, ker tudi fizično čutim, da je počasi dovolj, hkrati si pa tudi želim življenja po karieri. Ker že kar malo nestrpno čakam tisti prosti čas, ki ga lahko porabim za čisto vse hobije, ki sem si jih zamislila. No, naslednje vprašanje. Ko zaključiš kariero, kateri so te hobiji? Vse, čisto vse, kar je lahko. Tenis, hoja, ne vem kako ljudje, ko hodijo. Ne, to ne bo kdaj. Hribe, ko hodijo ljudje. Ja. Pa zdaj sem kar zgubila malo, ko sem si to zdala, rolanje, kolesarstvo, smučanje, bordanje. To so vse športi, stvari, ki ti dejansko lahko škodijo pri gimnastiki, jih ne smeš početi. Ne gre za to, da jih ne smeš, gre za to, da ni časa za njih in ko imam čas, ga ne smem porabiti za njih, ker moram imeti energijo za treninge gimnastike. Ker če to porabim, potem nimam več moči za gimnastiko. Kaj pa čas za ljubezen? Zelo, zelo malo časa za ljubezen, mogoče si ga premalo vzamem, bom raje tako rekla. Lahko da to mečkano odrivam, priznam, ampak sem na poti, da si pustim vrata odprta in da si pustim, da sem osvojena. Da ti bo kdo ukradel srce. Tako je. Enih par hitrih vprašanj imam zate. Kako se razumete gimnastičari med sabo? Pa predvsej dobro. Imamo sicer ta generacijsko luknjo kar veliko, ampak nimamo problemov en z drugim. Pravzaprav mlajše generacije nas podpirajo, nas spodbujamo, mi pa tudi z našimi izkušnjami jim damo kar veliko. Koliko tekmovalnosti med vami? Smo bolj prijateljsko naravnani, ni tega rivalstva. No. Super, lepo slišati. Ja. Potem to, kar imate, priimek Kiselev. Kdaj si ga nazadnje mogla nekomu črkovati? Ja, verjetno par mesecev nazaj zihar. Ja. Odkot so tvoje korenine? Odkot je ta priimek? Priimek je rusko-francoski. Namreč 2 generacije nazaj moj pradedi je v bistvu še z Rusije. Je Rus in se je pisal Kiselev. No, ampak ker se je dedi rodil v Franciji, so rekli, zdaj pa bomo mi malo spremenili tole in so napisali iz Kiselev v Kiselev, zato da je postal rusko-francoski, ker iz Francije pa ne moreš, če ga ne spremenimo po svoje. Tako da od takrat naprej, od generacije mojega dedja, je Kiselev, tako da nas ima 8-9 ljudi. Ta priimek, tako. Torej imaš korenine v Franciji? V bistvu bi rekla Rusi. Ja, tako. V Franciji v bistvu dedi samo rojen. Aha, samo to ni živega, nimaš nobenih sorodnikov. Ne, seveda, mislim,
po mamini strani, Ja. Italijani pa Nemci, ampak Okej. mami in oči sta oba Slovenca. Tudi ti si tašna mešanica, velika. Ja, ful ena Super mešanica. Nič, Ja. da si dobro telovadka, če imaš ruske korenine. No, siguren se mora poznati, ja. Valjda, da ja. Dej, če bi lahko eno stvar na svetu spremenila, takoj, Takoj, kaj bi to bilo? da bi vse mačke in vse dobili dom. Se pravi, da grejo vsi lahko v domove, zavetišča, da ben ni lačen, pa ben namrzlam. Imaš kakšnega ljubljenčka doma? Ja, pri starših imam mucko. Muckico? Ja, Miša, Ja. moja draga, stara že več kot približno 15-16 let. Ja, tako pri O. 15 sem jo dobila, se pravi, ja, 16 let ima draga moja. Okay. Ja? Tjaša, opiši se v 3 besedah. Wow. Wow, wow, wow. Deva tako, deva razdeliti te 3 na Tjašo kot športnica. A se da? Ajde, seveda Okej. se da. Kot športnica sem vztrajna, Ja, trmasta, ja. borbena. Ok, samo zavestna si. Sem. Si, to je super. Moraš biti, kot Ja. ja. tudi ne bom ga skakati čez zunaj. Tako. Ja. Če pa gledamo Tjašo Ja. izven dvorane, Kaj pa to? zabavna, Ok, nasmejana, sočutna. Ja. No, tako. si že vse Ja. povedala. Superca. Tvoj življenjski moto? Športni, življenjski bi rekla, se pravi, Na spletni strani Ja. Gimnastične Ja. zveze piše: Ja. Nikoli ne podcenjujem nikogar, niti sebe, vedno si rečem, da moram tekmovati, kot da je moja zadnja priložnost, zadnje tekmovanje. točno tako. Tega se še vedno držim. Se držiš? Ja. Sicer pa tisti moto imam napisan en tudi na rebrih, Ja. ki pa piše never a failure, always a lesson. Se pravi, nikoli neka napaka, ampak vedno lekcija. Vedno si- z pozitivnega zornega kota Tako, da pogledati. se učimo. Ja. Okay, kaj bi sporočila poslušalkam in poslušalcem, oziroma gledalkam in gledalcem, za tiste, ki nas bodo gledali v ponovitvi na YouTube Radio 1? Bi jim sporočila, da ne delajo to, kar ljubijo. Lepo. Ja. Fair enough. Nekje sem prebral in ne vem, kdo je to rekel, ampak se mi zdi ful lepo, da s tem nekako zaključimo. Ja. Šport ti vzame veliko, ampak ti da še več. Če si pripravljen delati, se učiti in ustrajati, lahko presežeš samega sebe. Ne glede na to, v čem si, v športu, v poslu, v življenju, nikoli ne odnehaj rasti. Ja, se Drži strinjam. to? Še- Tjaša zelo lepo. Kiselev, hvala, ker si bila danes še z nami na Radio 1. Hvala. Lepo se imej, uspešno ti želim naprej, čim manj poškodb in veliko prvih mest. Ja, najlepša čim hvala. manj unih nagrad za 60 evrov in tistih za Jure, ti želim največ. To si želimo. Poslušalke, poslušalci, celoten pogovor lahko še enkrat poslušate in gledate na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihom podcast. Poslušate nas na spletni strani radio1.si, pa tudi podcast platformah Apple Podcast, Spotify, Radio Player. Hvala, ker ste vztrajali. King večer se vrača spet jutri. Lahko noč. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.